V duhu naših evropskih parlamentarnih standardov bi bil kar se da kratek, mi smo navajeni na 2 minuti. Mislim, da mi ne bo v tej priliki uspelo, 20-letnica je samo enkrat, čeprav je govorcev veliko. In moj odgovor, da ga ne bi slučajno pozabil, na koncu je zelo jasen. Ne vidim boljšega navdiha za tisto, kar se mora v Sloveniji še zgoditi, kot je navdih slovenske pomladi. O tem kasneje malce več, ampak najprej zdaj le tole. Mene te dni sprašujejo novinarji običajno vprašanje, kdo je po mojem mnenju najpomembnejši za osamosvojitev. Jaz na to vprašanje ne odgovarjam, oziroma ne odgovarjam tako, kot se pričakuje. Povem pa tisto, kar sem povedal tudi v tej knjigi, ker doživljamo zamegljevanje zgodovinskega spomina, doživljamo relativizacijo slovenske pomladi. Osamosvojitev se skuša interpretirati kot dodatek nekega drugega projekta, ki ga zaznamuje oziroma označuje simbol stisnjene pesti. Tudi ko smo bili na proslavi, smo videli, da niso bili pozdravljeni najprej prapori slovenskih osamosvojiteljev oziroma borcev za slovensko svobodo leta 1991. Pozdravljeni so bili neki drugi prapori. Mislim, da so bili prapori slovenske vojske šele na 3. mestu. To, gospe in gospodje, pove vse, kako gleda opcija, ki nam vlada ta čas, na zadeve, ki smo jih takrat delali za vse skupaj. Jaz se nisem nikoli udeleževal licitiranja o zaslugah, kdo je kaj več naredil. In želim si pa, da je tudi bodočim generacijam jasno, zakaj je do osamosvojitve prišlo, kdo je bil, oziroma kaj je bilo nosilec tega projekta. In ker se tako zamegljuje, sem pač v tem mojem prispevku povedal zadeve tako, kot se mi zdi, da so bile. Toliko spomina imam še, da vem, kaj je bil Demos, kdo je bil Jože Pučnik, ki ga edinega izpostavljam kot osamosvojitveno ime, ker to ime v svoji tektonski pojavi tudi zasluži. In se ne bomo predelval zdaj do drugih poskusov ustoličevanja pomembnih osamosvojiteljev. Glejte, slovenski narod je sanjal, upal, pisal pesmi, deklaracije, peticije in še kaj drugega dolga stoletja. Od svobodne Karantanje naprej ni zamrl spomin na samostojno državnost. Tudi Prešeren se spominja kralja Sama. 1848 smo zapisali, ali pa so naši predniki zapisali prvič v program znamenite državotvorne besede. Te besede niso prišle iz Ljubljane, ampak jih je zapisal Korošec, tam, ker se tudi državotvorna misel začela, oziroma je bila prva država postavljena. Matija Majer-Zilski je bil tisti, ki je prispeval to glavno programsko točko. Jaz se vprašam v mojem prispevku, zakaj je bilo leta 90 oziroma 91 drugače. Ker so to pot nastopili notranji in zunanji politični razlogi, ki so omogočili, da smo ta nasmeh zgodovine izkoristili, ker je bila tukaj politična opcija, ki je pridobila svojim projektom podporo ljudi, zaupanje ljudi in je s to podporo dobila večino na prvih demokratičnih volitvah in je zato lahko prevzela oblast. Svetujem tudi branje ene od odločb Ustavnega sodišča iz leta 1998, ki je povedalo, da je bila šele takrat, 90-91, dosežena oziroma uveljavljena svoboda za vse v Sloveniji, ne pa leta 45, kot smo se morali dolgo učiti. In ker smo prevzeli oblast, smo lahko ta projekt tudi izpeljali. Meni ni nerodno reči, da je vlada, ki sem imel čast voditi in imel v njej eminentni ljudi, te, ki sedijo tukaj, pa tudi te, ki jih ni za to mizal, ker je vlada delala kot eno in enotno telo, najbolj enotno telo takratne oblasti. Trdim, ta vlada je prevzela ključno operativno breme osamosvajanja. Ta vlada je doživela na sam dan
imenovanja oziroma izvolitve znamenito čestitko Jugoslovanske armade, ki smo jo razumeli prav kot vojno napoved. Zato tudi tukaj le pač odklanjam razlago, ki smo jo parkrat slišali, da je vlada začela delati šele po plebiscitu. Ni res. Mi smo dejansko začeli priprave obrambne takoj potem, ko smo nastopili, ko se je začela to odzemanje orožja teritorialni obrambi. Na dan plebiscita smo imeli večino denarja že natisnenega, jasno pa je, da je seveda po plebiscitu sledila drugačna, močnejša dinamika, ki se je tudi končala z uspehom. Jaz bi še tole rekel, nas sprašujejo te dni, kaj bi spremenili, oziroma, če se spomnim televizije, 3krat zapovrstjo v prazničnih prilikah je vedno prvo vprašanje, katere napake smo naredili. Glejte, če se ne da drugače vprašati, jaz sem zadnjič vendar odklonil, ker sem resen, kad odgovarjam, sem ga pa, glejte, jaz zdaj le malo praznujem, zdaj le pa nekaj v napakah govorim. Tako da, pač odnos je kakršen je, upam, da bo kdaj tudi drugače. Jaz sem vesel, da smo to epohalno spremembo dosegli na način, ki nima primera v naši zgodovini. Osamosvojitev nas je povezala, nas je poenotila, nas ni razdelila, za razliko od kakšne druge vojne ali od kakšnega drugega političnega projekta. In jaz trdim, da lahko praznujemo skupaj samo tisto, kar nas ne deli. Imamo praznike, ki so bili bolj za ene kot za druge. No, in zdaj zaključim se bom malo bolj približal vprašanju, ki je bilo postavljeno. Rekel sem, bili smo sposobni epohalnih sprememb. Danes gleda, da Slovenija tega ni sposobna. Leta 1991 ni bilo konc zgodovine, pred nami so izzivi, na katere treba najti rešitve. In sprememba oblasti ni samo tehnično vprašanje, v Sloveniji še vedno paradigmatsko vprašanje. In ko govorimo o bodoči zmagi, ne gre za romantiko in ne za ideologijo, gre spet za vprašanje, kako in seveda katere skupne cilje bomo postavili za to, za našo politično prihodnost. Mi smo v tistih letih dokazali, da mislimo na vse, nismo se osamosvajali za eno opcijo, za eno stranko ali za kakšno posebno ime. To, kar smo naredili za vse. Meni je jasno, da tisti, ki so zavozili, ne morajo države spraviti v drugo kakovost. Tako je bilo tudi pred 20 leti. Jaz sem prepričan, da obstaja potencial, ki je sposoben združiti sile za tisto, kar je treba v Sloveniji narediti, in s pojmovanjem politike, kot smo ga veljavili takrat, da mora služiti skupnemu dobremu, skupni blaginji. Jaz si želim, da gre razvoj v tej smeri, boljše poti ne vidim in želim v tem duhu tudi sodelovati. Nekaj energije še imam. Hvala lepa.